Ob naših testih oziroma premierah novih avtomobilov se v komentarjih pod prispevki vselej krešejo vaša mnenja, ali je lahko nek zaslon na dotik sploh uporabniku prijazen oziroma intuitiven za uporabo v avtomobilih. No in nič drugače ni bilo niti ob našem super testu Jeepa Avengerja, ko ste nam v vaših vprašanjih podali nekatere pomisleke o intuitivnosti njegovega osrednjega sistema. No, moram priznati, da sem tekom testa sam odkril eno funkcijo, ki pa mi je resnično olajšala upravljanje osrednjega sistema tega avtomobila. No in predlagam, da jo zdaj skupaj pogledamo. V naši oddaji vselej trdimo, da moramo tiste najpomembnejše funkcije vozila upravljati preko preprosto dostopnih velikih fizičnih tipk. No in v primeru Avengerja imamo tukaj na sredini kar precej takšnih fizičnih tipk, tudi na volanskem obroču jih imamo precej, no ampak ni vselej tako. Predvsem, če se spomnite kakšnih starejših avtomobilov, ki so imeli zgolj fizične tipke, pa kakšne tiste začetne različice LCD zaslonov, lahko danes mirno rečemo, da je nekatere funkcije lažje upravljati s preprostim dotikanjem tukaj na velikem zaslonu. No, sploh, če je ta zaslon preprosto uporaben in pa, kar je po mojem mnenju še pomembneje, če si ga lahko prilagodimo po svoje. No in ravno to prilagajanje je moja najljubša funkcija Jeepovega osrednjega sistema. Pa poglejmo, kako deluje. Poglejte, tukaj v meniju nastavitev izberemo prilagajanje prikaza, nato pa osrednji zaslon na dotik. No, tukaj že imamo narejeni dve strani, ki sta meni najljubši, no, lahko pa dodamo še eno in potem z dotikom tega plusa dodajamo številne gradnike, ki nam jih na razpolago ponuja Jeep. Lahko dodamo na primer gradnik multimedijskega sistema, ki dodamo tukaj na začetek, lahko dodamo gradnik klimatske naprave, nato pa tukaj še asistenčne sisteme, Android Auto in pa še bližnjico do telefona. No, ko vse skupaj shranimo, kliknemo na tale gumb domov in ta zaslon se nam prikaže na osrednjem zaslonu. Poglejte, tukaj na začetku so radijske postaje, klimatska naprava in pa 3 bližnjice, ki smo jih poljubno izbrali. No, na podoben način, le nekoliko bolj poenostavljeno, pa si lahko prilagodimo tudi prikaz na zaslonu pred voznikom. In na ta način dobimo nekako zelo prijetno in preprosto uporabno voznikovo okolje. No, vtise neposredno iz tega voznikovega okolja, kako se Jeep odreže na različnih podlagah, pa vam ponujamo z enim klikom na naslednjo povezavo.